Danes je žalosten dan za Novo mesto. Vsa skupnost je resnično pretresena, zgrožena, jezna. Namreč veliko stvari je bilo pometanih pod preprogo. Ljudje imajo ogromno osebnih izkušenj z varnostno problematiko. In seveda ob tem tragičnem dogodku mislim, da v en glas govorimo dovolj je. Nekaj se mora korenito spremeniti. Tisti, ki tega niso razumeli, ki niso poslušali, tisti bojo zdaj mogli verjetno res radikalno stvari spremeniti. In danes smo te stvari povedali, še enkrat predstavili, v torek pa pričakujemo konkretne besede. Poleg predsednika vlade sta bila danes tukaj ministra za pravosodje in notranje zadeve, pa vendar varnostna problematika ima svoje korenine v področju socialnih zadev in delovnopravne zakonodaje. Ministra za delo, družino, socialne zadeve ni bilo tukaj. Pričakujem, da bo v torek povedal, zakaj te politike ne delujejo in zakaj je storilec, ki je bil pred 11 leti star 9 let, pričakovano danes tam, ker je. Brez končane osnovne šole, brezposeln, na denarnih transferih in povzročitelj kriminalnih dejanj. Teh podatkov jaz nimam, pa vam lahko to z 99,9% gotovostjo te besede izrečem. Torej, Slovenija kot država danes del svojih državljanov dejansko sistemsko peha na to pot. V torek resnično pričakujemo, da pridejo tudi manjkajoči, torej tisti, ki so bili povabljeni, to sta generalna državna tožilka, predsednik Vrhovnega sodišča in kot rečeno pristojen minister za socialne zadeve in delovnopravno zakonodajo. Gospod župan, lahko vprašanje? Kaj konkretno pomenijo te okrepljene policije?